Dober dan, ste vi Katrin? Ja, Lep pozdrav, moje ime je Sonja Korilc, mene so poslali z JHD-ja. dober dan. To pomeni, da ste prišli na zaposlitveni razgovor za osebno asistentko. Ja, me veseli, da sem vas spoznala. Ja, enako. A vam lahko dam roko, prosim? Ja, lahko. Lep pozdrav, me veseli. Hvala. No, kar stopite naprej za mano. Najlepša hvala. Jaz imam navado, da se na zaposlitvenem razgovoru najprej predstavim, potem se tudi vi predstavite, kdo ste, in potem pravzaprav greva čez to, kaj potrebujem, in pravzaprav tudi lahko se pogovarjava o različnih dilemah, ki jih imava ena ali druga glede službe osebne asistence. Po poklicu sem kemijska tehnologinja, zaposlena sem v Znanstveno-informacijskem centru na Inštitutu Jožef Štefan. Svoje delo pa opravljam od doma na daljavo na prilagojeni računalniški opremi. Odkar sem se srečala s svojim hendikepom, delam tudi veliko na ozaveščanju javnosti o drugačnosti, o hendikepu. V Ustvarjalni pisarni sodelujem, pripravljamo prilagoditve za zagotavljanje dostopnosti hendikepiranim galerijah in muzejih in pripravljam in izvajam veččutna vodstva ravno tako v galerijah in muzejih. Sem tudi zunanja sodelavka društva JHD, kjer izvajam izobraževanja za uporabnike in osebne asistente. Vrstniška svetovalka sem tudi in predvsem pa izvajalka delavnic Bontonček, kjer ozaveščamo otroke, učence in učitelje o hendikepih in življenju s hendikepom. Sicer pa živimo na dveh koncih, med tednom v Ljubljani, svojo družino, med vikendi in prostem času pa živimo na Notranjskem, kjer tudi opravljam svoje hobije. Vas lahko vprašam, ste slepi že od rojstva? S hendikepom sem se srečala v času podiplomskega študija. To pomeni, pri svojih 27 letih sem izgubila in vid in gibalno zmožnost. Kaj pa je bilo za vas težje, izguba vida ali izguba sposobnosti gibanja? Ja, težko je bilo in izguba vida in izguba gibalne sposobnosti. Najhuje je bilo pa pravzaprav to, da so drugi spremenili pogled name. To pomeni, nisem bila več ista oseba kot prej, ampak so me videli kot nezmožno, nesposobno. Skratka, nisem bila več ista Katrin. To je bilo zame najtežje.